Lepo pozdravljeni, sem Andreja in dobrodošli na moj kanal. Če še niste naročeni, se kliknite, to je brezplačno, samo obvestilo boste dobili, ko karkoli novega gor objavimo. Prejšnja nedeljska pridiga vas je se dotaknila, pisali ste kar precej in komentarjev in osebno ste mi pošiljali sporočila, kar sem vam hvaležna, da vsaj vem, kje smo skupaj oziroma kaj vas zares muči, ker pa je ta tematika o nameri in o smislu sodelovanja z energijami najbolj pereča, najbolj transformacijska in se tudi največ dogaja ravno na nivoju tega, da ljudje ne prevzame te odgovornosti za svoje nekak misli, dejanja oziroma za namero, s katero karkoli delate, je v bistvu to vzrok za neuspele manifestacije, za to, da vam stvari ne gredo tako, kot bi si želeli in da rešujete potem tiste stvari, ki so kritične. Rešujete jih strahovi, rešujete jih z namero, da je potrebno to narediti, ne rešujete jih na način, da bi kaj lepega naredili. Se pravi, vedno se sanira po poplavah, vedno se rešujejo stvari, tako na državnem kot na osebnem nivoju, ne dela se pa nič vnaprej z smislom, da bi bilo dobro. No in ker bo naslednje leto oziroma leto 26, Merkurjevo leto, bo to še bolj prišlo v ospredje, kajti Merkur je energija naših misli, naše komunikacije in če imamo zadaj recimo namero nekoga srečamo, znanca, kogarkoli in smo nekako do njega malo nonšalantni, na živce nam gre, nekoč je nekaj rekel o nas, pa nam je to sedlo nekam na eno rano in v bistvu se z njim potem pogovarjamo z namero, brez da bi se to zavedali, da to vrnemo nazaj. To rano, to bolečino, to nekaj, kar se nas je prijel. No in teh namer podzavestnih je čisto preveč v Sloveniji, ne vem kako druge, ampak v Sloveniji se 100%, zato je dobro, da danes v tem videu pogledamo, kako dnevno, mesečno, tedensko, kako sodelovati z svojimi energijami, s pravo namero, na pravi način, pa da ne ratate v bistvu tak mentalni konstrukt samega sebe, ker to ne gre iz namera, ne gre iz glave. Zato take namere, jaz nisem glih pristaš teh wishboardov pa tega, kajti mi lahko v glavi imamo vizijo ali pa željo, ampak če ni podprto strani duše, potem mi rinemo na en hrib, ki zares je lep, vse je super, gor nas čaka lepe nagrade, ki pa niso za nas. Naša duša nas ni poslala na tisti hrib in ko pridemo do vseh teh nagrad, do vseh teh izpolnitev, kar je na vašem wishboardu, pa to ni v skladu z vašo dušo, vi se počutite prazni, neizpolnjeni. Tako da namera, o kateri bom danes govorila, je v bistvu ta način sodelovanja, ko greste zares vsak dan v novosti. Preden pa prijem do tega čist praktičnega, bi samo povedala, da mene od nekdaj fascinira čas. Čas je relativno toliko, da takrat, ko imate veliko za narediti, vam kar pobegne in je tista pol ura mine ko minuta. Včasih se pa zgodi, ko nimate kaj pametnega za početi, pa da se tiste pol ure vleče kot 3 ure, 5 ur. Se pravi, raztegljivost časa, to je malo humoristično, je tudi zavisi od tega, kako dolga je minuta, na kateri strani WC-ja sijane. Se pravi, to je tisto, kar je relativnost časa, kako mi nekaj doživljamo. Zato sem se s časom veliko ukvarjala, ker me intrigira to, da v določenem trenutku, ko sem povezana s svojo energijo, svojo dušo, z enimi energijami, ki jih dojemam kot mreže večnosti, svetlobna podpora iz zlate dobe, brezčasnost, takrat je kot da se čas ustavi, takrat je kot da čas se razširi se pretok po naših energijah in takrat se ustavi čas, da mi lahko naredimo v enem kreativnem sunku ali pa v enem kreativnem procesu toliko, koliko bi drugače delali lahko več dni. Zato sem jaz pristaš tega, da ne delate takrat pač na silo nekaj, ampak da se pravi, da niste tisti, ki samo gasi nujno delo, ampak da si kreativne stvari spravite naprej na način, da odprete energije in potem, da vas kreativna sila vodi. Recimo zdaj smo, danes je 24. september,
pripravljam se, jutri grem na zmenek z dušo na Krapen, tako da sem v pripravah na delavnico, ampak novembra 2025 bom jaz začela priprave na Planer 2027, na lunino leto. Zakaj? Zato, da dovolim energijam, da me vodijo, da se stvari zložijo in da pride pravi biseri na plano. Ker če se vam mudi, če vse delate v zadnjem času, to je mogoče koristno za kakšne kampanjska dela, za študij, za sisteme, ko moraš tisto narediti, pa je konc, pa pol nima veze, kak si naredil. Ali pa gre za nekaj, kar ima vezo, da se bojo ljudje ob tem aktivirali, da je zraven komponenta energiji, duše in tega. Tako da tudi načrtovanje, namera svojega življenja je recimo tradicionalno vprašanje je, kje se vidiš čez 5 let. To je v tem obdobju od leta 2020 čisto absurdno vprašanje, kajti vprašanje je, kje se vidi svet v letu čez 5 let, bomo sploh imeli še možnost odločanja o sebi in svojem prostem času oziroma življenju. No in takšne stvari, takšen čas ali pa ene namere, ki so, je potrebno negovati, kajti te namere vam dajo notranji pretok in energijsko podporo. Zato imamo letno, je idealen čas, to verjetno trobim že odkar me poznate, odkar smo vstopili na sceno uradno, profesionalno od leta 2005 naprej, prej smo še to vse testirali. Ampak hočem reči, da mesečno je eno, ampak letna tista namera se najboljše aktivira od 21. decembra, ko se začnejo sveti dnevi, ko se začne zima in ko se začne zima, se začne v bistvu sonce najnižje in v koreninskem svetu, v naši podzavesti, v podzemlju se začnejo odpirati energije. Tako da namera, ki jo mi takrat damo za celo leto, je v bistvu takšna namera, kot bi si rekli, načrtujemo vrt, takrat vrtnari, kmetje, ta pravi kmetje, ki načrtujejo svoje stvari, kolobarjenje in podobno, imajo v tistih mesecih zimskih največ dela in načrtovanja, da uskladijo ene načrte, da potem vse lepo teče skozi naslednje leto. Sama ne vem, če veste, sem študirala agronomijo in to mi je bil najboljši študij, kajti skozi to spoznanje delovanja kmetijstva, ta pravega, ne škropiv pa teh bedarij, ampak tiste temeljne funkcije kmetijstva, povezanosti z naravo, z avtohtonimi sortami, z odpornimi sortami in z tem, kako je dobro delati in statistiko konec koncev kmetijstva, ki pravi, da kolikor zmore zemlja naredi, toliko ti zmoreš od nje dobiti. Pri nas, v človeškem svetu, pa bi mi 24 ur na dan hoteli, nekateri bi hoteli, da smo produktivni oziroma da gospodarska rast raste na račun ničesar. Ničesar ni več, da bi lahko dodali. Se pravi, da moramo nekako se povezati nazaj z naravo, kar narava želi in tisti, ki ni povezan z naravo, pomeni, da ni prizemljen, ni v stiku z samim sabo, svojo zemeljsko komponento in je v bistvu v stresu ves čas. Kakšne kvalitete je vaša namera? Namera naj ne bo prošnja, priprošnja ali molitev v smislu, joj Bog, daj mi to, pa daj mi kajti krščanstvo je uničilo to namero iz te molitvenega vidika, ker se mi tam ponižamo. Mi molimo nekomu, ki želi, da smo pokončni. Mi v bistvu molimo ali pa prosimo nekoga, da nam naj da, ob tem nam on pravi, glej, postav se, nared kaj. Zato je edini tak slovenski pregovor, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, smiseln pregovor, kajti ta, recimo tudi Picasso, njegov izrek je bil, kreativnost te mora najti delujočega, ne na kavču čakajočega. Se pravi, kdaj dobite vi podporo, ko ste že v procesu ustvarjanja, ko ste že v procesu sodelovanja. No in te letne namere so zelo, 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 zelo učinkovite, kar sem v bistvu dokazala sebi in mnogim na transformacijah življenja. Ne, če veste, najpreden smo leta 2014 začeli uradno za javnost delati transformacijo življenja, sem 7 let jo delala prostovoljno, brezplačno v planinskem
domu v Logarski dolini z eksperimentalno skupino nadvse zanimivih, zabavnih in super ljudi, ki so mi veliko darilo dali in verjamem, da so bila to naša skupna najboljša leta. Kajti 3 dni smo se družili, tako kot je recimo zdaj vikend paket za zmenek z dušo, smo bili tam od petka pa do nedelje in se v bistvu eksperimentirali te namere. No in se je pokazalo, potem seveda najprej prvo leto je bilo malo katastrofalno, smo malo pač eksperimentalno vse živo ven potegnili, potem pa se naučiš se, kako dobro posijati ali pa posaditi ali pa obuditi korenine in kako normalno iti naprej. Se pravi, letna namera je tista, ki jo vi od 21. decembra dalje do nekje 4. 6. januarja ne samo izražate kot molitev, da govorite bla bla, to si želim, on si želim, ampak da sodelujete z energijami, zato je dobro biti malo vešč meditacije, ali pa če imate knjigo Magični rituali obilja, tam je zadnji ritual, je ta ritual namere, letne namere, ki se zgodi. Mesečna namera je tista namera, ki jo mi v bistvu skozi najprej v letna namera zajame generalno vse naše doživljaje za naslednje leto. Zakaj? Mi lahko v bistvu naredimo ogromno paketov, ogromno želja, ni nujno, da se bodo vse realizirale skozi tekoče leto, kajti zavisi od tega, koliko smo mi pripravljeni delati, sodelovati, se spreminjati, sprejemati in pa tudi kakšen je ritem duše, ali smo v fazi introvertiranosti, progresirana luna, recimo v Kozorogu smo bolj na kariero vezan, ali v Raku bolj dramatični okoli družine. V glavnem vezano je tudi na naša 2,5 gibanja progresirane lune. To je ena taka zanimiva veda astrologije, ki meni ogromno pove, v kateri fazi se nahajamo in potem lažje prognoziraš oziroma poveš ljudem, kdaj bo pravi čas za kakšne stvari, kdaj se bo res kaj spremenilo in pa kaj vmes seveda početi. No, v glavnem te mesečne namere so potem nekako nadgradnja oziroma nadaljevanje letne. Zato je nesmiselno, veste, mi ponavadi gremo kontra. Ko imate težave, bi pol vi to namero želeli naslednji dan, da je to rešeno. Ali pa recimo namera, najpogostejša namera, ki bi jo ženske želele imeti, da me ta pa ta pokliče jutri do 12. Ne. V glavni te namere, kjer drugi bi želeli nekaj vplivati, to niso namere, to je zares magija. In če je namera, mislim, ta energija v smislu, da gre za osebno korist, je črna magija. Če bi vi to namero dali v smislu, da se pokaže, kakšen je smisel najnega odnosa, je to drugače, neutralno. Vi dovolite dušam obeh, da se potem razkrije, kaj je potencial in tako naprej. O teh dnevnih namerah bomo še. Ampak samo toliko, da veste, da ne začeti na koncu. Dnevni taski, dnevne zadeve, dnevno, kar vi rešujete, mora imeti eno večjo namero zadaj. In največja namera našega življenja je, da smo kot duša prišli na zemljo se realizirati, doživeti sebe, doživeti v različnih okoliščinah, vi se pa tako bojite sprememb. Se pravi, sprememba je nekaj, kar je duši v zapisu, to je želja duše, vsak dan je drugačen, vsak dan je lahko drugačega. Mi doživimo, ne vem, če ste gledali film Groundhog Day, poglejte ga, tam človek doživlja isti dan znova in znova in vsakič ga drugače doživi. Se pravi, to so te naše karmične recimo zanke, ki nam pravijo, da je vse isto, pa ni. Naše doživljanje je lahko vsak dan drugačno, še posebej, če ga doživljamo z namero iz dušnega vidika. Torej, največja namera naše duše, ki je že dana, to jo nismo mi dali, to so jo dale energije naše duše, da v bistvu smo tukaj in zdaj in da smo na tem svetu, v tem času, ki je bolj ali manj kaotičen, bolj ali manj transformacijski, ampak iz tega vidika lahko vidimo, da imamo večji vpliv na svoje energije. Kar pomeni, da v tem obdobju vam 100% garantiram, da večji vpliv, da ga imate navzven, je samo takrat, ko imate znotraj sebe popoln mir, popolno povezano s svetlobo, šele takrat lahko vi zares iz polnih energij dajete namero za
mir v svetu, namero za ljubezen, da se človeštvo prebudi in začne delovati v skladu z dušno komponento. V glavnem, te večje stvari, ki mučijo vsakega, bolj kot smo mi povezani, bolj kot smo močen in energijsko čist kanal, lažje, večji ima to smisel ta priprošnja in večji odziv tudi svetlobne energije naredijo. O tem malo kasneje. Se pravi, ta mesečna namera je takoj za letno in v mesečni nameri vi jo lahko te mesečne namere, jaz vas skozi magične planerje, če ga imate doma, nekako navajam, da si vi že ob koncu leta, se pravi v tem času 21. decembra do 4. do 6. januarja tam nekje, da imate razdelano pri sebi, kakšne namere bi radi za mesec in tako recimo namera praznovanja, rojstni dnevi, aktivnosti, delavnice, izleti, dopusti. Ne zato, da je treba to vse prej z glavo narediti, ampak da date šanso energijam, da to izpeljete na najlepši možni način. To je ta namera in ker bi to pozabili, jaz imam to srečo ali pa nesrečo, se ne vem kaj je, jaz vse pozabim. Jaz sproti pozabim vse živo, zato pač je planer posledica tega, kamor si lahko vse zapišeš, tudi tisto, kar v kakšnem procesu si. A veste, mi terapeuti imamo dva procesa. En je proces ta vezan na svoje terapevtsko delo, na odkrivanje svetlobe, višjih delov. Drug proces je pa na ta človeški del, na svojo osebnost, ki te isto muči tako vsakega in pa imaš dva procesa. En je razvoj svojih kapacitet za boljši terapevtski del, drugo je pa, da si nisi budala in da se razvijaš samega sebe, da pa enkrat ne doživiš kolapsa, ko se svetlobni del razvije do te mere, da osebnostni del ne zmore več. Preprosto zato. In ker je fajn tudi, da se sproti razvijamo. Tako da fajn je vedeti, v kakšnih procesih je vsak posameznik, sočasno pa te mesečne namere so takoj, ko jih vi nekam zapišete, preprosto, transparentno, jasno določene in energijska podpora začne teči. Energijska podpora iz večnosti se začne spuščati, tako da če imate magični planer, preglejte mesečne zapise, to so mesečni koledarji, kjer sem v navodilih točno dala, kako to narediti. Če boste zdaj v letu 26 imeli naš magični planer, boste tudi bomo skupaj v VIP skupini, kjer bodo videi označeni na to tematiko, da vam bo olajšano pač uporaba tega, kajti z leti se pa vi natrenirate. In to je smisel. Prvo leto je mogoče malo kaotično, pa vam vse uide, drugo leto je malo nekaj je zagrablo, uspeh je. Tretje leto ste pa že kar maček v manifestaciji, vam pa že dobro gre in pol samo detajle pilite, kaj niste dobro razmislili, kaj niste pravočasno zapisali in tako naprej. Zapisana beseda namreč začne dobivati direktno podporo. Kar držite v glavi je v kaosu in vaša glava je polna energijskih vplivov, zunanjih, notranjih, noter so zapisi karmični, človeški, civilizacijski, v glavnem milijon vplivov je na to. Tudi če ne morete spati, če ste tisti, ki preveč razmišlja, vse, kar razmišljate, zapišite v ključnih besedah, v alinejah na en list in pol boste lahko zaspali. Ker boste te procesore noter ustavili, naloga zapisa je, da ustavi recimo, da ne razmišljate, joj, zjutraj moram dati cote prat, ampak napišete listek zjutraj, da je cote prat, stvar rešena. In če to greste na ta način potem zvečer spat, je lažje, kajti vse tiste namere, kar v bistvu imate nujne stvari za narediti, imate zapisano. No in mesečni te namere začnejo se graditi podporo, zato je navijam, da jih naredite čim prej oziroma že kar v štartu. Zato je meni tudi ljuba transformacija življenja, to je unikatna delavnica, ki jo delamo v obdobju od 21. tam nekje decembra, samo decembra jo delamo in tu sicer tukaj v Žalcu, kjer nas nekaj pride noter, kolikor se nas tlačimo, toliko se nas tlači in potem naredimo ta skupen pregled, letne očiščenja, mesečne namere, namere naslednjega obdobja, ki je lahko večletno tudi, kajti včasih se nekateri načrti toliko razgradijo oziroma po korakih je treba narediti, da
recimo, da si želiš, da bi se preselil ne vem kam, se začne proces kupovanja, prodajanja, v glavnem se začnejo stvari, ki se mogoče ne speljajo v enem letu, ampak vseeno, štart je dober, smisel je. No in ta mesečna ponudba namere je v bistvu takrat narejena in vi se s tem nehate ukvarjati. Potem pride pa tedenska, s tem ste vi že v bistvu naredili ogromno ogrodje tega leta, kar pomeni, da ste že naredili eno fazo tega, kam bi želeli ladjo zapeljati, kam bi želeli potovati v tem letu. Dobro je tudi, ker v magičnem planerju so opomniki na to, kdaj je retrogradni Merkur, da v tistem času ne računate ravno na prenovo hiše, kajti takrat bo šlo vse narobe in pa take stvari, da v bistvu nekako skladno z vplivi planetov načrtujete svoje življenje v grobem. To so, se pravi, želim zamenjati službo, pa ste recimo lev, pa boste videli, od 21. julija naprej je sonce v levu, potem je Merkur v levu, takrat imam podporo, takrat bom jaz to začel. Nekako takšno logično sodelovanje je možno. In v skupini VIP me to lahko tudi sprašujete. Potem naprej, tedenska namera je pa tista, ki mi jo idealno naredimo konec tedna, na nedeljo zvečer, in zato potrebujete maksimalno 15 minut, če ste začetnik, če pa ste to že malo zverzirani, pa sami veste, da v 3 do 5 minut. Namreč tedenska namera gre za to, da samo pregledate, kaj vse je potrebno v tem tednu narediti. V magičnem planerju je energijska napoved tedna, kar pomeni, da vidite, un dan je hud, ali pa tamle se bojo možni prepiri, takrat sestanek moram prestaviti, da ne boste imeli glih na tisti dan sestanek. In pa, se pravi, uskladite ene svoje načrte s tem, da imate možnost potem potrditve strani zvezd in tega. Nedelja zvečer je zakaj najboljša, kajti takrat je energija sonca, takrat energije stečejo in takrat smo mi najbolj učinkoviti in ta namera ima podporo duše. Če to delamo v ponedeljkih, ponedeljek je dan lune, pomeni, da smo čisto zmešani. Nedelja je jasna, čista, sončeva osebnost tudi, ponedeljek že mi čutimo vplive, pritiske drugih in zdaj ne vem, če ste vi, jaz sem v ponedeljkih zmešana in ponedeljki so moji fizično delo je takrat smiselno, kajti takrat je sem bolj fizično učinkovita kot psihično. Zato si v ponedeljkih dam minimalno načrtov drugih kot fizično delo, kar je tudi koristno. Se pravi, ta tedenska namera, torej na nedeljo zvečer, in vi takrat vidite, tole so moji opravki, tole so moje zadolžitve, tole je prosti čas, tole je tisto, kar delam za druge, tole delam zase, srečam se s prijatelji in to je to. To je tedenska namera, ki jo vi avtomatsko naredite na tak način, da pregledate stvari in potem, če imate magični planer, pobarvate mandalo za fokus, opišete tam potrebne stvari, kaj opuščate, kaj se fokusirate in pa na stolpcu tako ne pozabi dol, da imate res tiste, to je tudi zame, jaz pozabim vse, kar je pisano v črto, ne vem, kako smo to narejeni, jaz, kar je pisano v črto, ne vidim več. Ko je pisano v stolpec, vidim. Tako da si jaz potem ti stolpeci za takšne, kot sem jaz, da imamo samo po dnevih ključne besede in potem imaš v glavi, kaj moraš narediti. No in tedenska namera je idealna za to, da tekoče stvari tečejo, ampak pri tem ne smete dovoliti, da vas ljudje s kljuke snamejo. Ni problem, da srečate prijatelja, imate višek časa, greste na kavo. Drugo pa je, če vam ljudje, šefi, bilo kdo, kar dodajo še naloge, ki zajamejo veliko časa, kar pa pomeni, da vi potem morate prilagoditi in vse ostalo se zašejka. V redu je, če se to zgodi 10% na leto. Če se pa to vam dogaja ves čas, je pa velika verjetnost, da imate z svojimi namerami, svojim fokusom in tudi svojim uspehom posledično problematično stanje in vas drugi mečejo ven iz tega, posledično ste jezni na druge, ampak vi ne znate reči ne, tole se lahko zmenimo za drug teden, ne pa za ta teden. Tako da navadite se reči, za ta teden mi je že urnik poln, če imate to možnost, še posebej, če to niso stvari, ki v bistvu, če so to stvari, ki vam vzamejo veliko časa, ali pa da morate, ne vem, koga peljati za cel dan nekam, pa vam v bistvu vse svoje načrte morate spustiti.
Ta tedenska namera je v bistvu ta. Zdaj pa pridemo na tisto namero, ki je vam najljubša, pa se vam zdi, da je to bi rešilo vse. Če naredite vse to, kar smo se že pogovarjali, potem je dnevna namera optimalna, idealna in sploh super. In sicer zjutraj, ko se zbudite, imate namero, danes sledim duši, da me vodi optimalno skozi dan. To je ena takšna namera, ki si jo lahko date, ali pa da imate problematične stvari. Danes dovoljujem svetlobnim energijam, da mi razpletejo vso problematiko. Zakaj je to najboljše? Kajti s tem vi dobite več, ko proste. A veste, včasih si vi želite večinoma, da bi bilo po vaše, da bi se tisto rešilo na način, ki je vam dober. Hkrati pa lahko, da ta način zmanjša vašo možnost za pozitivne spremembe v življenju. Recimo, meni je bilo najboljše, vedela sem v eni službi, sem bila že sitna, ko jaz začnem biti sitna, pomeni, da me tisto delo neha veseliti in sem sitna čedalje bolj. In v meni je bilo ono, da moram nekaj zamenjati, in potem sem dobila odpoved in jaz sem bila neskončno srečna. Ker enostavno sem vedela, itak sem šla čez vse meje sitnobe, kdo bi še enega tak sitnega gledal. Sama sebi sem bila sitna, ko si šele drugim. Ampak takrat ni fajn dobiti odpoved, ne mislim, da sem takoj v luft skakala, ampak nek noter se mi je oddahnalo. Enako je, ko nekaj ne gre tako, kot si želite in pol tišite namero, naj mi podaljšajo. V bistvu pa en velik del vas, sploh notranji otrok ve, da se vam ne da več tja hoditi. Ali pa partnerstvo. Naj se pobotava, pa v bistvu imate že poln kufr teh prepirov, poln kufr tega, da se obveščate, kje sta in da ne živite več v bistvu harmoničnega življenja sploh. Tako da te naše mini namere, osebne namere, zgubijo smisel, če mi hočemo samo tlačiti eno stanje, zato ker se bojimo sprememb. Če se vi navadite, in to bo naloga leta 26, če se vi navadite predajati z namero svoje okoliščine, svoje situacije, bilo kako situacijo, ali da ste brez denarja, ali da vam peša zdravje, ali da nimate prijateljev, ali da nimate kje živeti, pa vas ven mečejo iz podnajemniškega stanovanja, karkoli. Če je vaša dnevna namera, danes si želim, recimo to je namera, danes si želim, da se tole, kar me muči, razreši v splošno dobro. Če vi navijate v nameri, da je nekomu slabo, recimo nekdo vam želi slabo in vi ste jezni, vsak normalen bi, tisk je že razsvetljen, mogoče ima vse, ampak mi navadni ljudje, ki se še moramo učiti skozi dualnost, te jeziče ti nekdo neki ne vidi tvojega bistva ali pa ne vidi tvojih lepih stvari in bi se hotel nekaj prepirati. Ampak ko prije pa do tega, da bi vi želeli se maščevati, da bi vi želeli nekomu slabo in to namero dalo, potem imate pa težave. Kajti jaz ne mislim, da bo ta namera takoj delovala, ampak vi izgubljate darila, vi zastrupljate svoje energije. Če vi nekaj delate v energijah ali fizično z namero, da bo nekomu slabše, ne glede kaj je, se potem zgodi, da vi sebe zastrupljate. Sami sebe v bistvu znotraj tega s tem zastrupljate in posledično hirate vi. Lahko da je kakšen rezultat tudi na drugi strani, ampak nima veze. Vezo ima, da vi upadate. Se pravi, zato je jutranja namera smiselna, da gre v splošno dobro in da vi dnevno vidite, danes si želim recimo ali razrešiti določen odnos ali vsaj, da se začne razreševanje in da date namero svetlobi, duši, da se pokaže, kaj je še smisel vajnega odnosa ali druženja s prijatelji ali delovanja v tisti službi, karkoli. Če so to temeljne stvari. Lahko pa imate preprosto dnevno namero, da greste v trgovino nakupovati stvari, da namero, da se vse dobro izpelje, da dobite ugodne stvari za ugoden denar, da imate srečo pri tem in da vse mine srečno in da vi žarite svojo dušo navzven. Takšne namere sprotne so najboljše, zato ker vi s tem pridobivate trening namere in pa kapaciteto držanja dobrih energij.
Zato ne čakajte na probleme, ne čakajte tudi ne na leto 26, da se to začne. Vi danes začnite, potem zdaj si dajmo namero, da od tega trenutka naprej, da je življenje sproščeno, da se učimo z odprtim srcem, komuniciramo iskreno in da srečujemo nam prijetne ljudi, s katerimi se bomo lepo družili in tudi rasli, napredovali. Ali pa namera, če želite več denarja, da od danes naprej se odpirate obilju, sprejemate obilje na vseh nivojih in ga znate ceniti, kar pomeni, da boste z namero svojega najlepšega obilja počistili dom, počistili čevlje, počistili vse, kar je vašega. Te namere, zakaj kaj počnemo, so pomembne. Ne samo to, kada rečemo energijam, tako da so jukebox, to nam nared, ampak ta namera, da greš v bistvu beliti svoj prostor, barvati, v bistvu pleskati z namero, da se ustvari zlata doba. Sesaš z namero, da posesaš vse čustvene konflikte iz prostora. To je odličen. Po prepirih, recimo, če ste navajeni, če ste v enem prostoru se več, recimo, prepirate, je idealno, da greste z namero posesati ali pomest, počistiti z namero, da se ta energija odstrani. In večkrat, ko boste to naredili, manj bo tega starega vzorca v tem prostoru, lažje boste zaživeli in vse bo drugače. Tako da vsaka namera, recimo, če greste z namero v trgovino ali pa na kavico z prijatelji, z namero prijetnega druženja, z namero tega in tega. In dobro je, da imate pozitivne namere v smislu, kaj si želite doživeti. Ne samo, unga grem nasrat, da mi bo posodil 2 jurja, ali pa ne samo te izkoriščevalske ali pa takšne, kako bi rekla, koristoljubne namere, ampak namere za človeštvo. Recimo, najbolj hitro vidijo vašo namero živali, muce, mali otroci, zato se nekaterim ljudem ne pustijo prijeti, kajti namera ni prijetna za tiste živali. Marsikdo je kdaj, ko pride k nam na obisk, no zdaj takih že davno ni več, ampak ko je kdo prišel in je tak iz vljudnosti, psa sem imela, hotel ga pobožati, češ da meni pokaže, da ima rad živali. In to so bili pogriženi. Moj pes je bil škorpion, ni prenašal nobene neiskrenosti, zato smo se midva zelo dobro razumela. In ta namera, da nekaj narediš za to, da boš ugajal nekomu, lahko vi to skrijete, to notranjo namero živalim in malim otrokom je ne morete skriti. In oprostite nam, ko se ukvarjamo z energijami, tudi ne. Tako smo, ne nam lagati, pa ne zato, da sej kupimo vašo laž, sej ne bomo vas razkrinkali, ampak brez veze je. Tako da namera, da živite jasno, čisto življenje sproti dnevno, bo se obrestovala. In zakaj imam zdaj tole pavjo pero ves čas božam? Zato z namero, da ne pozabim vam povedati, da bo naslednje leto angelsko leto. Leto Merkurja in Urana, ko bojo idealne ideje, krepile se bo komunikacija, ampak komunikacija ne samo med bla bla, ne samo med sosedi, ne samo med prijatelji, znanci, ne samo doma. Komunikacijo lahko ustvarite z angelskimi biti, z vodniki, z najlepšimi energijami, če imate to namero. In peresa bodo simbol naslednjega leta, simbol teh sporočil in pavje pero je sočasno obilje, ponos in pa vse tisto, kar imate za talente. Ko pav razpne svoje peresa, se pokaže na način, da pokaže svoje prave barve in je ponosen na njih. No, to je nekaj, kar Sloveniji še manjka. Zato ne odnehamo s takšnimi videi, zato vas vodimo vse sorte. Moja namera je, da se začnete zavedati svojih namer, da se začnete zavedati samega sebe in da soustvarjamo življenje na zemlji. Dajmo ga z namero, da bo lepo, da ustvarimo resnično raj na zemlji za nas, za živali, za rastline, za otroke, za prihajajoče zanamce in za vse tiste, ki želijo sodelovati svetlobno v tem raju. Vsi ostali se bodo spontano odmaknili, nič skrbeti za njih. Ne pusti, da se zreklamirajo, kako so bogi,
Vse ostalo samo najde svoje mesto. Mi smo zbrani z namero na raj na zemlji, na polja miru, na harmonijo in na sodelovanje. In če ste v to usmerjeni, dobrodošli v naši družbi, dobrodošli na transformacijo življenja, dobrodošli na zmenek z dušo, kjer se o vsem tem zelo matematično učimo, kako narediti podporo tem nameram, poslu, doma, družini, za domače in vse to. Seveda pa kliknite spodaj in spreglejte, če vas naša namera za magični planer mika, potem se zapišite in bo kmalu pri vas. Hvala za pozornost in hvala, da imate dobre namere. Srečno!